nadoknadila. Seveda. Upam, da nas slišijo tudi zunaj. Vabim vse skupaj, da nadaljujemo. Daj, tam poženimo. Nadaljujemo torej z današnjim zadnjim sklopom, ki bo v dveh delih. Najprej bomo poslušali se bomo seznanili s 3 primeri dobre prakse iz Slovenije, česar smo zelo veseli. In v zadnjem delu bo priložnost, da poveste vse tisto, kar vam ni uspelo povedati vmes, ker je bilo toliko prispevkov, da žal nismo mogli imeti veliko časa za diskusijo. Mogoče bi vas opozorila še na to, da imate v vaših mapicah tudi evalvacijske vprašalnike in vas prav prijazno prosimo, da preden odidete, da jih izpolnite, poveste vaše mnenje o tem, o današnjem posvetu. Tako, zdaj bi pa kar povabila k besedi gospoda Bertonclja iz podjetja Domel, svetovalec uprave Domel Holding, da nam predstavi primer dobre prakse Domel Železniki. Hvala lepa. A se slišim? Hvala lepa za besedo. Pozdravljam vse prisotne. V imenu tudi naše predsednice uprave, Jožice Rejec. Jaz sem bil sicer do nedavnega predsednik uprave, zdaj sem že upokojenec od 1.1., ampak ker mi je to še sveže, danes lahko predstavljam tudi to temo. Zdaj prihajam, kot sem že rekel, iz železnikov. Železniki imajo pa to posebnost, da imajo ime železniki. In zaradi tega, ker imajo ime železniki, so povezani tudi železo, rudo in železom. In to železo predstavlja tudi en dobrobit v tej naši zgodbi od Domela. Kot prvo bi vam želel povedati, da je Domel danes poznano kot visokotehnološko podjetje, ki zaposluje 1025 zaposlenih. V lanskem letu je ustvarilo 97 milijonov evrov prihodkov in približno 5 milijonov evrov čistega dobička. Približno 90% vse svoje proizvodne izvozi neposredno, 10% pa posredno. In sicer dosega letno rast od 5 do 11%. Največji naši kupci so kljub temu po Evropski uniji, države Evropske unije, se pa prebija tudi na ameriškem trgu in v zadnjih letih smo najbolj veseli preboja v veliki Samsung. Tako da stvari napredujejo. Zdaj, Domel je v svoje poslanstvo zapisal prvi stavek, da je družbeno odgovorno podjetje. Ta stavek je pa lahko zapisal zaradi tega, ker se naslanja na svojo tradicijo, na svojo zgodovino in na tisto, kar sem prej že rekel. Železniki so povezani z železom. In če hočemo to, da boste razumeli, zakaj je pravzaprav Domelu uspelo lastništvo postaviti kot 100% zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci, nobeden drug ni, še zraven z lastniškim deležem, je to zgodovino pomembno malo poznati. In sicer železniki so zelo dobro poslovali v srednjem veku, ko so pridobivali železo, izvažali žeblje
v bližnje Benetke in v Trst in tako naprej. In seveda prebivalstvo je zaradi tega bilo tudi premožno in je dobro živelo. Te pravice so dobili leta 1354, ko jim je škof Albrecht dal te pravice, da jih lahko uresničujejo, vendar se je pa potem zgodilo ob koncu 19. stoletja, da so pa druge tehnologije pridobivanja železa prišle v spredje in v železnikih se je zgodil zaton železarstva in 1902 je ugasnil plavž. S tem so pa železnike padle pod zelo veliko revščino in bedo. In ta beda in revščina je trajala vse do leta 1946, ves čas se je iskalo delo, pa se ni najdlo. Kraj je postal zelo tanek, če temu tako rečem, ne glede na to, da je dolg 2 kilometra, ampak prej je bilo tam okrog 3500 prebivalcev, potem se je pa to usulo pod 1000. Iskali so delo, šli so s trebuhom za kruhom, mnogo jih je šlo v Makedonijo, nekaj so šli v Ameriko, pa tako naprej. V glavnem, ostali so železnikarji brez dela in brez tudi možnosti za preživetje. Tako da je bil ta obup v iskanju zaposlitve ali pa iskanju preživetja pravzaprav posledica tudi potem v letu 1946 ustanovitve zadruge Niko, iz katere je pravni naslednik tudi Domel in iz katere so izšla številna slovenska podjetja. Po drugi svetovni vojni s to ustanovitvijo zadruge nastopa eno obdobje, kjer so se združili vsi privatniki. Govorim to zaradi tega, ker je danes govora bolj o podjetništvu, o zadrugah in o drugih zadevah. In so izdelovali karkoli. Vendar glavno besedo je pri tem imel tudi Niko Žumer, ki je dal svoje stroje, ki jih je imel v to zadrugo kot vložek. In zadruga pravzaprav tudi takrat po vojni oblasti ni bila povšeči oziroma izjemno težko jo je bilo odpreti, ker se tedanja oblast s tem ni strinjala in je rekla, za železnikarje je zadosti dela v dolini Save, ne v dolini Sore. Šele leta 1948, ko je bila ena razstava v Ljubljani in so te železnikarji prinesli svoje izdelke na razstavo, jih je opazil gospodarski minister iz Jugoslavije in je rekel, vi ste ta pravi. In s tem so se vključili lahko tudi v drugo petletko in so dobili tudi pomoč, tako da se je začela razširjati delo in že v letu 50 so imeli 350 zaposlenih. Nadalje se je zadruga z letom 1954, ker je nastal takrat zakon, da je vse družbeno, te zadružniki, ki so prispevali svoje delo ali denar ali niso dobili plače zaradi vložkov, so se odpovedali vsemu zato, da so ohranili delovna mesta in s tem so sprejeli tudi delavski svet, družbeno samoupravljanje in potem je to bilo tako vse do 90-ih let, do osamosvajanja. Seveda je prišlo vmes do priključitve k Iskri in do širitve programa in iz te zadruge izhajajo tudi druga številna slovenska podjetja, kot recimo Hidrija, tudi Kolektor lahko malo prištejemo tukaj zraven, potem kemična industrija Podnard pa tako naprej. Takrat so obljubili, da bo to 500 delovnih mest, danes lahko rečem, da jih je bilo mnogo več. Slika se popolnoma ponovi v letu 1996, ko Domel zaključi lastninjenje, takoj tisti dan, ko je bilo zaključeno lastninjenje, to je bilo 17. decembra 1996, se je oglasil že strateški partner,
in sicer naš konkurent iz Amerike, ki bi prevzel podjetje. In ožje vodstvo je bilo temu naklonjeno, ker je ocenjevalo pač, da brez strateškega partnerja podjetje ne bo preživelo, dočim zaposleni so ocenili, da je strateški partner samo v tem smislu, ker smo imeli že takrat 40% delež na evropskem trgu s sesalnimi enotami in da je ta cena za pridobitev tega deleža celo zelo majhna. Brez da bi in zgodilo se je sledeče, da je prišlo do spora oziroma med ožjim vodstvom in širšim vodstvom in zaposlenimi. Zaposleni so se potem organizirali v združenje malih delničarjev in na prvi skupščini uspeli doseči večino in postaviti tako vodstvo, ki je bila tudi naklonjena notranjemu lastništvu. Potem je bilo to nekoliko lažje, ker podjetje ni bilo več razdeljeno. V nadaljevanju je v letu 2007 prišlo tudi do odprodaje državnega premoženja in Domel je bil tudi na spisku. KAD, SOD in PIDI so imeli kar 47% lastništvo in to smo odkupili s pomočjo družbe pooblaščenke, ki smo jo ustanovili v letu 1998 zaradi zakona o prevzemih, ki ni dovoljevalo več glasovanje v skupini, ampak smo se ga morali držati, tako da so večina tistih oziroma deležnikov, ki so participirali Združenje malih delničarjev, potem pristopila v delniški sporazum in takrat smo postavili tudi v temu delniškem sporazumu eno zelo pomembno klavzulo, da nihče od lastnikov ne more biti večji lastnik od 2%. To se pravi, pri nas je omejena pravica, da delničar ima sicer lahko večji delež, ampak ne more pa imeti več pravic kot 2% glasovalnih pravic na skupščini, kar pomeni, da če bi hoteli doseči 100% glasovanje na skupščini, mora biti najmanj 50 udeležencev z maksimalnim številom 2% udeležencev. In to se je izkazalo tudi potem kasneje kot dobra praksa. Takoj zatem, ko smo mi ta delež odkupili in smo tudi za to najeli kredit pri Novi Ljubljanski banki, so nas doletele tudi katastrofalne poplave in seveda to je pomenilo za nas še dodatno vzpodbudo, da je potrebno rešiti ne samo premoženja, ampak predvsem delovna mesta. In ljudje so tudi takrat, ne glede na to, da nam je pristopila na pomoč cela Slovenija, dejansko pristopili prej k reševanju podjetja kot k reševanju svojih stanovanj in druge opreme, ki jim je tudi bila poškodovana v teh poplavah. Potem v letu 2008 nastop gospodarska kriza in mi smo bili že pravzaprav tisti, ki smo se morali reševati te krize in zaradi tega nam ni bilo težko se dogovoriti tudi s socialnimi partnerji, s svetom delavcem, s sindikatom, da pri nas ne bo prišlo do opuščanja, da bomo spremenili urnik dela, da bomo znižali plače, da bomo naredili vse za to, da podjetje obstane in da bomo začeli vlagati v razvoj, kar se do takrat pravzaprav ni kaj dosti počelo, v lastne tehnologije in v lastne ljudi, tako da smo se intenzivno začeli spogledovati na izhod iz krize, da bomo pripravljeni takrat, ko se bo kriza končala, da bomo imeli zdravo in dobro podjetje. In že v letu 2010 smo zaključili s pozitivnim rezultatom, potem so pa rezultati se samo nadaljevali in tako kot sem povedal, v letošnjem zadnjem letu smo imeli rekordne rezultate. Zdaj tega bom zelo hiter.
Imamo 700 delničarjev, od tega je 56% zaposlenih, 44% je upokojencev in gre v korist delničarjev. Predvsem se naslanjamo na vrednote, ki so tudi tlele zapisane in zdaj to vam nisem povedal, vlaganje v razvoj je prineslo to, da imamo 40% izdelkov mlajših od 3 let. Letno namenjamo za investicije 8%, vlaganje v razvoj za 3%. Cela filozofija ali pa strategija je pa v 3 stavkih napisana: manj materijala, višji izkoristek in nižji hrup. Tako dosegamo tudi pri recimo telih motorjih z letno proizvodno, kar se štejemo za družbeno odgovorno podjetje, tak prihranek, kot ga ustvari ena elektrarna na Savi, samo z porabo energije. Zdaj, če bi imel malo več časa, kot je bilo prej mišljeno, ampak tole je en odnos tudi, Domel ima svoj odnos do zaposlenih, do lokalnega okolja in do globalnega okolja in na vseh 3 elementih te družbene odgovornosti deluje. Za znotraj je pa pomembno stabilnost zaposlitve, izobraževanje, poklicna in osebnostna rast. Najbolj pomembno od vsega pa je komuniciranje. Komuniciranje uprave do zaposlenih, od zaposlenih do uprave in ravno tako v širino. Ker vse ostalo je podrejeno s tem, da pravzaprav, da si izmenjamo podatke. Domel tudi štipendira, skrbi za svoje kadre, tako kot so prej skrbeli. Tudi v času krize smo imeli tam do 100 štipendistov na rednih in izrednih študijih. Pomembna zadeva, tudi v temu solastništvu ali pa lastništvu, je tudi nasledstvena piramida in se mora vedeti, ko gre direktor, kdo bo naprej direktor. Se mora vedeti, ko gre eden od pomembnih članov tvorbe, kdo bo pa naprej ta vlak peljal. Če tega ni, potem je nekaj z zdravjem podjetja narobe. Zdaj imamo cel kup stvari. Tole je pravzaprav pomembna zgodba pri temu participativnem udejanjanju, in sicer za vsako podjetje je potreben ustanovni kapital, pa tudi intelektualni kapital. Na drugi strani kapital želi imeti velik donos, na drugi strani pa intelektualni kapital, kjer ga imajo delavci, zahteva primerne plače, dobre pogoje za delavce, nagrade, osebnostno rast, socialno varnost. In med tem dvema se ves čas bije borba in je treba biti zmeren, da je podjetje lahko uspešno in da so zadovoljeni vsi te cilji. Seveda je tudi zelo pomembna, kakšna je organizacijska kultura, in v Domelu imamo zelo moderno organizacijsko kulturo, da pa pokažejo rezultati tudi merjenja zadovoljstva zaposlenih, da nimamo kakršnih koli večjih problemov z zaostanki, z bolniškimi in fluktuacijo, pokaže tudi ta zadeva. Še bolj pa pokaže zavzetost zaposlenih, število inovacij, število predlogov, ki jih zaposleni dajejo, in teh je iz leta v leto več, zmeraj bolj je odprta ta komunikacija in na koncu so tudi potem rezultati. Tole so naši kupci in glede na to, da je čas pretekel, se vam zahvaljujem za vaš čas. Najlepša hvala, gospod Bertoncelj. Zelo vesela, da ste priložnost v preteklosti že sodelovati s podjetjem Domel. Zdaj bom pa gospoda Burgerja za besedo prijela, ker je prej rekel, da bo kost vrgel samo. Predstavljamo primer M-Toma, tovarna oblazinjenega pohištva, ki je tudi prešla v delavsko lastništvo. Izvolite. Ja, v bistvu mi smo pa druga specifika. Domel je lepo predstavil, da so se skozi leta pač to lastniško uredili. Pri nas je pa stvar
začela delovati po stečaju podjetja. Ne. To pomeni, da ko je bil stečaj, smo se določeni zaposleni na pobudo stečajne upraviteljice, ki je pregoreval telefon zaradi vplačanih avansov za izdelke in tako naprej, ker so se pač ljudje ustrašili, kaj bo, dala pobudo, da se zberemo in da to podelamo. Ne. To je bila tista prva faza. To se pravi, splet okoliščin je bil tak, da smo nekako formirali ekipo. Takrat, ko začneš dvigati telefone in klicati te ljudi, ki jih poznaš, imaš veliko negativnih odgovorov, ker vsak je motivacijsko na dnu, ker je pač na zavodu prijavljen. Tle moramo vedeti, da psihološki vidik je tle izredno močan v teh fazah. In tle je že v bistvu prvo filtriranje ekipe, da dobiš ta prave ljudi. To se pravi, kaj bom delal za ston? Ja, žal moramo to, rekla je, da nam da vse, dajmo probati. Ne bom, naslednji bom, spet 2 ne in tako dobiš tisto bazo ljudi, ki seveda so zdaj tudi integrirani v M-tomu kot enakovredni partnerji. Ne. Potem pač se ta zgodba nadaljevala, ko smo to končali, da ustanovimo lastno podjetje, kjer je tudi kolega iz Domela povedal dobro, ne. Vsi enaki, vsi enakopravni, vsak obvladuje določena znanja, ker vedno v teh dilemah o tem je predvsem vprašanje zabušantov. Ne. To se pravi, če se en zabušant najde, so vsi nezadovoljni. Ne. In v tem primeru pač je bilo že tisto filtriranje ekipe v prvi fazi narejeno, da teh ni bilo. Ne. To pomeni, da se ni mogel noben skrivati, ker je vsak moral odigrati to vlogo, da so se te stvari poklopile. Tako da je bil ta, bom rekel, velik problem eliminiran in tudi praksa zdaj kaže, da je bilo to pač zelo dobra filtracija kadra. Naslednja faza je potem bila obiski kupcev bivših, predvsem tukaj so bili Lesnina na področju blazinega pohištva in Adria Mobil na področju mobilnih enot. Tukaj so pa pač nastopili prve težave. Posod smo bili zavrnjeni oziroma še več je tukaj, apeliram, da se kadarkoli se kdo pojavi v teh bom rekel, v situacijah, mora biti s kupci zelo previden, ker tle se potem obrne plošča. Tukaj ni več interes kupca v tem, da bo tebi pomagal ali pa sodeloval s tabo, ampak da bo, kar je dobrega, še pobral skozi nekoga drugega. V našem primeru je šlo pač konkurenčni dobavitelj, je preko kupca pridobil informacije s tem, da smo mu jih mi dali s tem, ker smo želeli posel, vendar je pač ta posel šel nazaj k njemu. Rezultat je bil, da so šle plombe na vse proizvodne sredstva in je vse odpeljal, tako da smo praktično čez noč ostali brez proizvodnih sredstev, ker so bile še v lasti stečaja, ne, mislim, so bili pod stečajno maso. In na to se je pač pojavil problem, kaj narediti, ali gremo domov, ali končujemo. Prespali smo in rekli, nič, gremo naprej, ne, in ustanovili pač to podjetje, vložili lastna sredstva. Del sredstva, dostikrat je bilo vprašanje, kje smo sredstva dobili. Nam se je takrat 10-letno izteklo obdobje vplačevanja v pokojninsko shemo in smo pač ne vem, je bil prvi ali drugi steber, pobrali tisti denar ven in ga vložili v podjetje. Vsak pač, kakor je takrat vlagal v to. Ne. S tem smo kupili stroje in zagnali proizvodnjo, seveda zopet je bil problem pridobiti te kupce. Začeli smo z polovičnim izdelkom, da smo en izdelek 2 dni delali, zdaj jih delamo že 5 na dan, tako da v bistvu ključno je bilo tudi to, da smo se osredotočili na razvoj inovativnosti v smislu komunikacije s trgom. To pomeni, da smo razvili lastno aplikacijo, ki pač omogoča, da ljudje dobijo res maksimum informacij o izdelku. In zadnja zgodba v tem delu je bila pa potem, kje bomo locirani. Ne. V bistvu mi smo imeli to 4 leta v najemu, v manjšem obsegu, nam se je pa pač tudi povečevala proizvodnja, povečevalo se je število kupcev, pridobili smo tudi enega večjega kupca za opremljanje ladij, tle pa rabiš več prostora, večji volumen, tudi bom rekel večji obseg zalog, ker se sukcesivno stvari delajo in je pač treba organizirati proces tako, da delaš nekaj redno, kar je tekoče za proizvodno in pa to vmes lahko zapolnjuješ. In seveda pač mi smo šli v pogajanja z družbo za upravljanje terjatev bank in
oddajali nezavezujoče ponudbe in pač na koncu sta bila dva ponudnika, mi in še eden, in pač dali smo višjo ponudbo in objekt odkupili. Ne. Tako da, ki je dopoldne kolega govoril, mislim, da tle je problem na slabi banki v smislu tega, da nimajo oni vzvodo, da bi lahko omogočili podjetjem oziroma delavcem v takih podjetjih, ki so prenešeni, da imajo neko prednostno pravico ali da skozi najemnino lahko lastninijo, ker pač oni morajo maksimizirati finančna sredstva iz naslova teh slabih terjatev. Tako da tukaj mislim, da je en zelo pomemben argument, ki ga bo treba rešiti in to zelo hitro. In pa pri stečajih in stečajni zakonodaji jaz mislim, da je treba omogočiti stečajnim upraviteljem, da čez noč lahko, kdor ima interes, nadaljuje z delom. Zdaj, v praksi, kaj to pomeni, je problem ta, da stečajni upravitelji stvari zaprejo zaradi kraj. To pomeni, da se bojijo potencialno, da bo kdo kaj izuzel, ker vemo, da to so obdobja agonij, ki so ljudje brez denarja po 7-8 mesecev, vsaj v našem primeru je bilo to. To pomeni, da ni vero sredstva za preživljanje in pač ljudje, če nisem plačal, bom pa nekaj vzel, dobesedno tako po domače razmišljajo, ne? Kar je logično. Ne? In seveda stečajni upravitelj, ki pride, naj bo se zaplombira in zapre. Ne? In seveda preden pride cenilec, pa preden se ta popisi naredijo in tako naprej, gre vlak naprej, kupci odidejo, ljudje se razpršijo in ni zagona. Ne? Se pravi, da tle bom rekel, zakonodaja je samo en segment, drugo je pa ta operativni del, ki je izredno pomemben, da se spele. Za bodočnost pa razvijemo nov produkt, s katerim bomo šli v jesen na globalni trg, ki bo povezan z sodobno IT tehnologijo. O tem bomo pa več v jesen povedali, ko bomo dali na trg. Najlepša hvala, gospod Burger. Jaz srčno upam, da bomo naslednjem preverjenjem, ko bo naslednji prispevek o M-Tomu, lahko slišali že kaj več o tem novem produktu. Zdaj pa vabim k besedi še našega zadnjega govorca iz Novega Novolesa, gospoda Franca Šalja. Hvala lepa, voditeljica. Ta dvorana me pravzaprav spominja na čase, ko se je tukaj govorilo o samoupravljanju, ko se je tukaj govorilo o osamosvojitvi, pri čemer sem bil seveda nekako navzoč. No, danes pa seveda bi rekel, da smo tako globoko padli, da moramo spet nekatera vprašanja na novo začeti obravnavati, pa pri tem seveda se oziramo naokoli po svetu, pozabljamo pa na našo lastno izkušnjo, ki je zelo bogata in cenjena in vredna pozornosti. Hočem reči tole, da morebiti ni osnovno vprašanje zaupanje, pač pa človekovo dostojanstvo. Tu smo mi pravzaprav zelo, zelo na nizkem nivoju. In to človekovo dostojanstvo bi kazalo videvati ne le v proizvodnji materialnih dobrin in storitev, o čemer danes teče beseda, pač pa tudi v lokalnih skupnostih, pa tudi širših skupnostih in pa seveda v družini. To je med seboj tesno povezano. Ne bom govoril o vzročni povezanosti, ampak o močni povezanosti med tako imenovano industrijsko demokracijo, lokalno demokracijo in pa gotovo tudi stanjem v družinah, kljub vzorcem našega razvoja, ki seveda genetsko ostajajo v nas in nas tako ali drugače spodbujajo ali pa ovirajo pri dostojanstvu. V Novolesu, kot veste, ki je bil seveda izredno razvit industrijski kompleks z zelo razvitimi samoupravnimi odnosi, celo Krajgarjevo nagrado je za voljo tega to podjetje dobilo, skoraj 3000 zaposlenimi, je po stečaju nastala, bi rekel, zelo neprijetna, neprijazna situacija v ožjem, pa tudi v širšem okolju.
Delavci so bili čez noč izključeni. Mi vemo, kaj to pomeni biti ekonomsko, socialno, kulturno in seveda tudi širše izključen iz nekega dogajanja življenja. Zato so se seveda organizirali v delavski odbor, da bi bili navzoči v stečajnem postopku. In tako so tudi imeli prve razgovore s stečajno upraviteljico, pozitivne razgovore. Je bila zelo za to, da delavci sodelujejo, saj da opazujejo, če ne drugega, kako ta stečajni proces teče. Vendar ta odbor je organiziral tudi širši posvet, ko je ugotovil, da stečajni postopek se bo še in še vlekel. Na tem širšem posvetu, kjer so bili navzoči seveda iz republiških, državnih in strokovnih polj in pa domačih področij, tako lokalnih kot ekonomskih, je nekako se izoblikovala ideja, da bi poskusili z zadrugo. In ko je ta ideja bila sprejeta, je odbor oblikoval projektni odbor. Ta projektni odbor je pripravil vse za ustanovitev zadruge. Poslovno ekipo, potem poslovni načrt z 2 projektoma, vezane plošče in pa zelena energetika, akt o ustanovitvi zadruge in na podlagi tega je bila ustanovljena zadruga, ki je bila organizacijsko poslovna podlaga za pogovor tako s finančnimi krogi, kakor seveda z stečajnim upraviteljstvom in z državo ali vlado ali resorji te vlade, se pravi z ministrstvi. Posod, kjer je seveda predsednik zadruge oziroma odbor zadruge projekt poslovni načrt predstavljal, je dobil pozitivne odgovore, da je poslovni načrt v redu, da ga podpirajo, tako recimo v NLB, kakor tudi v Delavski hranilnici, kakor tudi na pogovorih v Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine in seveda tudi v stečajnem upraviteljstvu. Kajti imeli smo pogovor z stečajno upraviteljico in stečajno sodnico. Pa tudi naš predlog je bil sprejet, da gremo v nezavezujočo ponudbo odkupa Novolesa s tem, da bi bila prva faza najem s predhodno odkupno pravico. Stečajna upraviteljica se je s tem strinjala, enako tudi sodnica, stečajna sodnica. Testirali smo seveda to tudi na upniškem odboru in na upniškem odboru je bil sprejet sklep, da se zadrugi omogoči tovrsten prevzem podjetja, če bo kupninsko seveda konkurenčna. In šli smo seveda v stečajni postopek, v nezavezujočo ponudbo, z nezavezujočo ponudbo, pri čemer je bila kupnina zadruge 3-krat večja od ostalih ponudnikov. 2.400.000, prvi, ki se je nam približal, je bil Metalka Komerc z 900-800 000 in potem še 2 sta bila z nekoliko nižjo ceno. Stečajna upraviteljica, pazite dobro zdaj, je nam celo v prejšnjih fazah ponudila pomoč pri oblikovanju najemne pogodbe. Skupaj z njo so stekli prvi postopki za najemno pogodbo. Enako seveda se je tudi upniški odbor strinjal s tem, kakor sem povedal. Ko smo, da bi bili dovolj močni finančno kot zadruga,
smo oblikovali konzorcij domačih podjetnikov, manjših, da bi tako lahko v celoti obvladali finančno situacijo ob pogoju, da nam pri tem pomaga še delavska hranilnica, kar je bilo vse nekako dogovorjeno. Skoraj smo rekli, zdaj pa bo ta golob že v naši hiši. In kaj se je potem zgodilo? V stečajnem postopku je stečajna upraviteljica našo ponudbo zavrnila, češ, da ni v skladu z pogoji, stečajnimi pogoji, ker gremo v najem, ne pa v direktni odkup. Seveda je to nas zelo prizadelo, ker smo skupaj z njo in z upniškim odborom snovali najem in potem odkup. Tako smo izpadli. Hvala lepa. Še bolj pa nas je prizadelo to, da glavna ločitvena upnica v upniškem odboru ni podprla tega projekta, se pravi finančno ministrstvo Slovenije, in da ministrica za delo ni uspela uskladiti 3 ministrstev, da bi lahko na enak način govorili v upniškem odboru. Tako seveda nam ni preostalo drugega, kakor nekaj, bi rekel, opozoril in podobno. Imeli smo tudi pogovor s predsednico vlade takratne, ki je nam rekla, da bo nas podprla oziroma nam nudila vso pomoč. Konec koncev se je preprosto zgodilo to, da je Novoles dobil tisti, ki je imel seveda nižjo kupnino, to je Metalka Komerc, z 800 000 evrov, mi pa smo izpadli, čeprav smo imeli 2 posveta z vladnimi strukturami, ministerskimi strukturami in je vse, preko kar dobro kazalo. In naše vprašanje je, zakaj vlada Slovenije z ministrstvi ob tem, da je imelo 2 projekta, Les je lep, in pa projekt razvoja zadružništva, to je celo zakon, ni vzelo primer Novolesa s takim programom, ki je dobil vso podporo kot pilotni projekt uveljavljanja dobrih odnosov, se pravi demokratičnih odnosov v industriji in pa seveda tudi razvoj celotne lesne verige na Dolenjskem. To je prvo vprašanje. Drugo, zakaj ministrica za delo ni uspela skoordinirati 3 ministrstev? In zakaj recimo predsednica vlade nima toliko, bi rekel, moči, da bi lahko rekla, kaj pa je zdaj to, kako bomo v upniškem odboru delovali? In zdaj se vrnem nazaj. Ali gre res za vprašanje samo zaupanja? Ne, najprej gre za vprašanje dostojanstva. Zaupanje se pa skozi to rodi. In kako naj delavci tamle v našem kraju zaupajo takšni politiki? Ne morejo. Hvala lepa. Mogoče bi sam to dodal, da edini produkt te naše zadruge, ki še obstaja, je knjiga Zakaj pa je tebe treba bilo. Pa smo končali s kulturo oziroma Prešernom. Hvala lepa, gospod Šali. Tako, zdaj pa je napočil čas za to, da vse to, kar smo danes slišali, poskušamo zapakirati v neka priporočila oziroma predloge, ki bodo tako vladni skupini za ekonomsko demokracijo kot v okviru projekta DEMIN pomagali pri oblikovanju takšnih ukrepov oziroma takšnih priporočil, ki bodo praktično razvijala to demokracijo, da ne bomo ostali samo pri papirjih. Preden se začnemo, razdelimo v skupino, bi vas prosila samo še za minuto pozornosti, toliko da damo malo navodila oziroma da razložimo, kako bo delo potekalo. In sicer delali bomo v 3 skupinah po približno 12 članov
in sicer po principu World Cafeja oziroma svetovne kavarne. To pomeni, da bo vsaka skupina začela z enim vprašanjem, imamo 3 na voljo in v vsaki skupini se boste prosim odločili, kdo bo lastnik kavarne. To je tisti, ki bo ostal na licu mesta in ne bo rotiral, ko se bodo skupine zamenjevale. Njegova naloga poleg tega, da koordinira delo skupine in poskrbi, da bo na koncu produkcija en plakat, na katerem bodo priporočila skupin z vsemi, kjer bodo sodelovali praktično vsi, ki ste danes še tukaj, tudi ta, da bo predstavil to delo skupine in v vsaki naslednji skupini, ko se bojo člani zamenjali, predstavil na kratko, kaj je skupina naredila do takrat. Potem se pa zadeve dopolnjujejo. Vsaka runda bo trajala približno 15 minut in po koncu 45 minut bo vsaka skupina, vsaka kavarna predstavila svoje rezultate dela. A je mogoče v zvezi s tem kakšno vprašanje? Za 1 minuto. Lahko vklopite mikrofon, prosim. Mikrofon. Stara sem skoraj 74 let, sem sedela z vašim prvim direktorjem pred Bajukom. Kako se je že pisal? Ja, Knez. Knez je nas učil ekonomije v tost in uspešno gospodarjanje. Takrat smo delali samo modele, koliko gre iz šivalencev, krojilencev, koliko skupne službe. Jaz sem bila takrat vodja tistih projektov. In gospod Knez in vaše podjetje je bilo eno naprednih v tistem času. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker če hočemo to, kar smo nekoč znali, sedaj sedanjim pogojem prilagojeno uporabiti, jaz sem si za danes napisala samo 2 stavka. Da je treba res upoštevati ustvarjalnost vseh generacij, ji dati primerne pogoje, predvsem pa tudi upoštevati, kar smo se nekoč naučili in od tod naprej graditi. Ko ste vi vprašali, zakaj ni koordinacija, zakaj niso vzeli pilotskega projekta, bilo je še prezgodaj. Bilo je še prezgodaj, žal. Mi smo leta 1991 padli čez noč v nekaj, kar so nekateri direktorji znali in se je zgodilo, kar se je zgodilo. Jaz niti enega ne obsojam, ker taki smo ljudje. Ampak zdaj je pa nastopil čas in zato sem danes prišla, ker se mi zdi, da je takle skup en kamenček v tem mozaiku, da izkoristimo znanje in ustvarjalnost vseh generacij, tudi starejših, ker še veliko znajo, ker še veliko imamo. Lahko marsikaj koristimo. In vaš podjetje in podjetja, ki imajo to tradicijo, imajo v sebi ta naboj, ki ga lahko izkoristijo za to soupravljanje. Marsikdo od mladih teh danes ne more, ker se mora naučiti. Ampak, če se bo v ministrstvu za delo imajo poseben program, kaj že aktivno staranje. Konec samo tečaji z računalniki in pa učenje jezikov. 550 000 je nas in je treba to znanje in izkušnje službene izkoristiti. Jaz sem v penzionu, ne boste verjeli, 25 let, ker sem imela hudobavno družino itd. Bila sem zelo pomemben človek v vodstvu, začela se je nova država, po 3 tednih so rekli, 2 iz poslovodnega odbora, jaz in še eden, pa ne smeva biti več prisotna na sejah poslovodnega odbora. Zakaj mislite? Pa nič mi ni žal. Smo pa šli po svoje in zaradi tega te 3 ministrstva se niso mogla skoordinirati, zaradi tega, ker znotraj ministrstev je ogromno dobrih ljudi, ni pa organizacija vodenja speljana, da bi se ta organizacijska piramida vodenja, odgovornosti, etičnega vodenja prepletla in da bi se tisti, ki hočejo dobro, sploh upali. Do predsednice vlade pa to niti ne pride. Navadi ne, žal. Tako jaz gledam, je to moje osebno mnenje. Nisem se mislila oglasiti, ampak ker ste ravno rekli, sem pa rekla, da bom rekla. No in zaradi tega, zakaj se pa to splača? Zato, ker je v naši državi
toliko neizkoriščenih potencialov, da bi ne treba bilo biti nikomor revež, če bi znali izkoristiti svoje znanje, te potenciale in pa svojo pripravljenost, da delamo, ne samo da šparamo. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da bodo vaše misli koristne tudi v tem zadnjem delu praktične, tako da upam, da bo vaša skupina to vključila, ali če ne v prvi rundi, pa v drugi ali pa v tretji. Prav, prej sem vprašala, če je kakšno vprašanje v zvezi z načinom dela v nadaljevanju. Ga ni. Torej, jaz sem vas prej malo preštela, pa bi rekla takole, tule do gospoda Medika in do Vesne Herženjak prva skupina, do vrat ta druga skupina in od tu naprej ta tretja skupina, pa bi predlagala, da se skupine mogoče malo bliže skupaj usedejo, zdaj bomo malo še telovadili, ker smo cel dan sedeli, da bi mogoče kakšen stol prestavili tudi na notranjo prat, se boste lažje pogovarjali. Ena skupina v tem kotu, ena tukaj na sredini, ena pa v ta drugi polobli. Okay. Ja. A se lahko zberete tukaj, v tem delu, ena skupina, ja, tako, ja, ta druga skupina tukaj na sredini, ta tretja, vi dva, prosim, še lahko greste v tej skupini, ta del pa tukaj na koncu. Pa če bi lahko mogoče malo hitreje to naredili, bomo imeli časa za diskusijo v delavnicah. Vidim, da smo vas pošteno uspavali v prvem delu, ker ste sami sedeli pa poslušali. Odhajate? Tako da. A veste, da sem zelo, samo malo me se sklopil. Dobro.